Okolica Raven je bila poseljena že v antiki, saj je skozi kraj vodila rimska cesta. Prvič je bilo ime Guštan omenjeno leta 1248, kot trg pa leta 1317. Trg Gutenstein je imel svoj grb in uradni pečat, ki se je ohranil do danes. Drevo s 3 krošnjami, hrast ali lipa, je na ohranjenem pečatu iz 17. stoletja zelene barve. Ta grb, ki je v obliki ščita, je prevzela tudi občina Ravne na Koroškem. Začetki železarstva segajo v leto 1620. Že pred Prvo svetovno vojno so kvalitetno ravensko jeklo prodajali na Bližnji in Daljni vzhod ter v Rusijo. Zaradi razvoja jeklarstva so na Ravnah začele zaostajati druge gospodarske dejavnosti, zlasti obrt. Na razvoj ravenske železarne sta pozneje pozitivno vplivali in ga pospešili obe svetovni vojni, saj je v tem času železarna delovala kot vojno podjetje. Odločilni razvoj se je začel z letom 1946. Z razvojem jeklarske industrije se je izredno hitro razvijal tudi kraj, ki je leta 1952 postal mesto, ob tem pa spremenil ime iz Guštanja v Ravne na Koroškem. Občina Ravne na Koroškem svojo slikovito pokrajino leži v spodnjem delu Mežiške doline. Po površini obsega nekaj več kot 63 kvadratnih kilometrov, z okoli 12 tisoč prebivalci pa se nahaja na 394 metrih nadmorske višine. V občini je v začetku leta 2013 živelo 1862 mladih občanov in občank, kar je 15,29% vseh prebivalcev. Prav tej populaciji in njihovim vsakdanjim aktivnostim iz preteklih in sedanjih dni je posvečen ta film. Po končani Prvi svetovni vojni je sledil boj Malgajevcev za severno mejo, med Drugo svetovno vojno vsesplošni upor proti nemškemu okupatorju ter leta 1991 priborjena zmaga slovenskih osamosvojitvenih sil. Vsi ti pretresljivi vojni dogodki so v 20. stoletju v Mežiško dolino vnesli velik uporniški duh Korošcev. Malgaj je zelo mlad prišel na Koroško s svojimi prostovoljci in se boril za njeno ozemlje, da bi ga priključil k kraljevini SHS oziroma matični Sloveniji in zato dal tudi svoje življenje. Kot tak je slej ko prej lahko simbol mladim tudi v današnjem času, predvsem s tem, kako se je treba za domovino žrtvovati. Društvo se trudi, da bi na mlade preneslo čim več vrednot, ki jih gojijo v zvezi Generalna Maistra in seveda tudi mi kot njeni člani. Zato smo v svoje društvo vključili več kot 20 mladih in vsako leto tudi na gimnaziji organiziramo pohod po Malgajevi poti in predavanja o vrednotah borcev za severno mejo. Domoljubje mi predstavlja to, da gojiš neko radost do svoje države, domovine, kakorkoli, da to spoštuješ, da si ugleden državljan. Domoljubje mi predstavlja neko zaupanje, neko spoštovanje države, v kateri živiš, katera ti nudi dom, neko zavetje, ti da pogoje za življenje. Mislim, da je domoljubje ljubezen do države, ki bi ga mogli pri nas posebej izboljšati. To domoljubje ne smemo gledati predvsem z tega stališča, da smo kot država, kot Korošci ali pa kot Slovenci povezani samo takrat, ko se odvijajo neke športne prireditve in tako dalje. Mislim, da bi morali biti povezani tudi na kulturnem področju, ker imamo neko ogromno, zelo lepo kulturo in veliko takšnih stvari, na katere smo lahko ponosni. Po drugi svetovni vojni se je takratni Guštan začel naglo razvijati. Mladino so v duhu takratne ideologije vključevali v prireditve, ki jih po večini danes ne poznamo več. Velik pa je bil tudi pomen delovnih brigad, ki so leta po vojni z veliko pomočjo železarne gradile ta kraj. Leta 1955 so pa podrli drevesa tam, kjer je zdaj poseka. Mi smo pa tisto jesen, mislim, da je bilo ravno ob tem času nekje oktobra, čistili poseko vsega tega, kar je ostane po podiranju. Pa tudi stimulacije so bile določene, recimo
Takrat je bilo zelo zaželjeno za dijake, da si dobil v poletnih mesecih delo v železarni, je bil stimulans tak, da si mora najprej eno leto v brigadi biti, da si pol to pravico dobil. Samo enkrat sem bil delovni brigadi. Tu na Ravnah je bila pač navada, da iz tistih, recimo, pri nas je bilo tako še, očetje so bili ponavadi v službi železarni, mati so bile pa gospodinje. Če si pa hotel potem privoščiti počitnice na morju, si moral pa sam zaslužiti. In eno leto, ko so ravno na Ravnah gradili novi štadion, je bil pa pogoj, če si hotel enomesečno delo v železarni, smo morali iti na štadion, ga pomagati dogrevati. Zdaj tudi z udarniškim delom ni bilo težav, to so že bili od nekdaj vajeni, kajti dijaki, ki so končali šolanje, predno sem jaz bil ravnatelj, so sodelovali v mnogih brigadah in prvi dijaki tudi v 3 brigadah, ki so temelje tej gimnaziji gradili. Ena od aktivnosti mladih v železarni je bila tudi pomoč in pa sodelovanje pri izgradnji športno-rekreacijskega centra Ivarčko jezero. Če gledam, takrat, ko sem prišel na Ravne, to je bilo leta 1954, sem prišel v internat. Ta internat na Čečevju, ker je zdaj upravna enota, je bil čisto nekaj drugega, eno drugo življenje. V glavnem smo se mladi v mojem času udejstvovali bolj na fiskulturnem področju, ker telesni vzgoji smo takrat rekli fiskultura. Res je pa tudi, da smo veliko hodili v Ravenski park. V Ravenskem parku so takrat bili tisti koroški festivali, ki so bili takrat praktično prazniki koroške dežele. Kino je bil samo ob sredah, sobotah in pa nedeljah. In sicer seveda ob 5. uri je bil kino, drugač pa ob 8. seveda tej ni bilo več kaj iskati. Tudi mladinski plesi so bili od 2 pa tja do 7 zvečer. Nikoli ni bilo bolj pozno tega. Potem so bile te večerne zabave, tam pa nam niso pustili iti. Mladi so na Koroškem festivalu, bi rekel, sodelovali kar v velikem odstotku. Že vsi pionirji in mladinci pri kasnejšem TVD, torej Telovadno-vzgojnem društvu Partizan, so sodelovali na vsakem Koroškem festivalu. Mislim, da je bilo od 45 do 55 leta 10 festivalov in od tega je bilo 6 na Ravnah. Sprejem v mladinsko organizacijo je bil vsako leto za Dan Republike 29. novembra in od takrat naprej so mladinci sodelovali v vseh dejavnostih, ki so se dogajali po šolah. Vlak bratstva in enotnosti je prvič popeljal ljudi, ki so bili med 2. svetovno vojno izseljeni iz Mežiške doline v Srbijo, kjer so jim dali zatočišče domačini leta 1961. Pozneje, v 70. letih, so potekala pobratanja občin in občina Ravne se je pobratila za občino Varvarin in pa Čačak. Konec 70. let so se pobratile tudi posamezne osnovne šole, tako sta se osnovna šola Kološki Jeklarji in pa osnovna šola Prežih Voranc pobratile z osnovnimi šolami v Srbiji. Korječkova pošta je enako kot vse druge organizacije mladih bila tudi v teh naših krajih. Tu je prišlo do sodelovanja z preživelimi borci. Z njimi vred so potem uživljali spomine na vojna leta iz let 41 do 45. Neko so tu in tam tudi mladi sodelovali pri obveščanju, pri prenašanju pošte in podobne reči. Štafeta mladosti je leta 1979 začela pot na Ravnah na Koroškem v železarni, ker so jo iz obratov ponesli najprej mladi delavci železarne Ravne. Osrednja prireditev je potekala na stadionu ob gimnaziji Ravne, kjer je prva ponesla štafeto Alenka Kolmančič. Pravzaprav vsak kraj, z katerega je krenila štafeta, je bil to en poseben dogodek, tako tudi za Ravne, ker vemo, da so Ravne bolj na koncu za gorami težje dostopne in ko je šlo iz naše doline in da je zraven ta štafeta je glavno vlogo, kar se tiče pri tem programu, nosil tudi naš orkester. Izpeljali smo cel glasbeni del, torej fanfare, vse, kar je bilo potrebno od tiste glavne proslave
Glavne slovesnosti so bile na ravnskem nogometnem igrišču. To je bilo pomemben dogodek, zahteva je ogromno organizacije. Mladi iz Prežihove šole so sodelovali v kulturnem programu. Moram reči, da smo ob tej priliki posneli tudi posebno ploščo s namenom Koroška Titu. Snemali smo tudi televizijsko oddajo v železarni, določene kadre in posneli tudi, kot sem rekel, ploščo skupaj tudi z Združenimi zbori Koroške. Pred 2 letoma je kulturno-umetniško društvo Povodni mož na Ravnah razvilo nov festival, ki govori o precej stari legendi, in sicer o povodnemu možu izpod Uršlje gore. Festival Povodnega moža za Ravne seveda predstavlja nek turistični potencial oziroma promocijo občine v regiji in v državi. Ljudje prihajajo vse Slovenije, s tem vidijo kraj, se spoznavajo s krajem, tako da ima festival seveda tudi neko turistično noto. Maskota Povodnega moža je pristna koroška maskota, ki predstavlja nekega dobrosrčnega junaka, ki otroke popelje v svet domišljije, se z njimi poveseli in jih v bistvu popelje v svet neke brezskrbnosti. Namen festivala Povodnega moža je ustvariti nek tradicionalen dogodek, tradicionalen festival v Mežiški dolini, v občini Ravne na Koroškem, in ga popeljati tudi širše po državi in izven meja. V bistvu, glede na to, da imamo mladi energijo, elan, smo se odločili, da naredimo en dan, kjer lahko vse zavore se popustijo, se prepustimo svetu domišljije in skupaj z starši oziroma obiskovalci se ustvarja, se pokaže neka kreativna plat otroka. Kultura na Ravnah je že od nekdaj dobro razvita. Nemalokrat se lahko Ravenčani pohvalijo z dobrimi glasbeniki, znanimi tudi izven meja Slovenije. Glasbena šola Ravne na Koroškem je največja inštitucija, kar se tiče glasbenega izobraževanja na Koroškem. V njo je vključeno cirka 360 otrok na različnih inštrumentih, nekaj čez 20 oddelkih. Moram povedati, da so bili dosežki naših učencev izredni, tako individualno, kot tudi skupinsko, zlasti orkestri. Je pa v bistvu inštitucija, ki izobražuje kadre tako za pihalne orkestre, kot tudi za ostale skupine, ki se ukvarjajo da imajo vsaj nekaj glasbe vključene v svoje delovanje. Tukaj imamo pomembno vlogo pri zagotavljanju kadrov tem pihalnim orkestrom, tudi folklorne skupine, pevski zbori in pa še marsikdo. Glasba v Ravnah je na področju te umetnosti priljubljena. To se vidi zlasti pri kadrih, pri mladih učencih, kateri zapolnjuje kadre v orkestrih, v pevskih zborih in drugih društvih Koroške regije. Glasbeno šolo sem se odločil obiskovati predvsem zaradi tega, ker so pač tudi drugi pričeli s to aktivnostjo in se mi je pač zdela nekako privlačna in zanimiva. Obiskovanje glasbene šole je kvalitetno preživljanje prostega časa, predvsem zato, ker se naučimo seveda igrati inštrument, pa tudi zato, ker se naučimo vključevanja v različne skupine, naprimer ob igranju v orkestru ali komorni skupini. Mislim, da je najbolj zanimivo dejstvo to, da je pihalni orkester, ki ima zdaj že več kot 110-letno tradicijo, po vojni pravzaprav bil organizator glasbene šole, oziroma ob pihalnem orkestru se je pravzaprav razvila glasbena šola. Kot ravnatelj glasbene šole sem seveda tudi te mlade poznal že od pravega začetka, ko so se začeli učiti. Rekel sem bedel tudi nad njihovim napredovanjem, se dogovarjal z učitelji in planiral zasedbe, ker pač fluktuacija je bila že takrat kar precejšnja, mladina je hodila študirati in niso bili vedno na razpolago. Orkester šteje 82 članov, od tega je 60% mlajših kot 30 let. Skratka, orkester ima okrog 25 let povprečno starost. Član pihalnega orkestra sem zato, ker mi je glasba všeč, ker rad igram, pa ker si lahko s tem pridobim tudi nove izkušnje in pa novo znanje. Jaz sem prišel v orkester 1960. leta. Je bilo že kar nekaj mladih, ampak zelo malo.
Ko sem jaz vstopil, smo prišli tudi trije enako stari, to je bil tudi Stanko Arnold, poznan trobentač, in še en prijatelj Tinor je igral tako kot pa jaz. Pomen mladih je zelo velik. Morate vedeti, da orkester ima okrog 180 dejavnosti, to je v bistvu vsak drugi dan in le malo ljudi je, ki to vzdržijo. Ja, prva stvar je, da so mladi sol orkestra, ne? Mladi imajo pred seboj vzpon, mladi lahko se razvijajo, starejši smo pač svoje vrhove dosegli. Glasbenik mora najprej končati nižjo glasbeno šolo oziroma tam v zadnjem letniku že spuščamo, da pride k nam na prve vaje. Kvaliteta, ne samo kvaliteta, nasplošno razvoj je omogočen z prihodom mladih, ne? Tisti, ki nas pa bolj poznajo, pa vejo, da igranje v našem orkestru že zahteva kar visoko znanje, ne? Moja glasbena pot v prihodnosti bo, da bom šel študirati dalje glasbo in da se bom z njo tudi ukvarjal profesionalno. Kjer smo šli na tekmovanje, kamor smo šli, nikjer manj kot zlatega priznanja nismo dobili na prvo mesto. Največji uspeh je bil pa 89. leta, ko smo v Holandiji dosegli kar 2 zlate medalje. Eno v koncertnem delu in drugo v korakanju na štadionu v Kerkrade, to je holandsko mesto, kjer se odvija vsaka 4 leta svetovno prvenstvo. Pred 70 000 glavo množico je poseben občutek, to se ne da povedati, tisto vzdušje, ko to zagrmi in zaploska. Mi smo se v državi takrat že nekako osamosvajali in smo tudi ponosno nesli slovensko zastavo, čeprav že je bila zvezda in dobil sem tudi dovoljenje, ko sem se pogovarjal z SZDL, takrat organizacijo politično, ki so nam dovolili, da smo nesli slovensko zastavo pred orkestrom. Posebno vlogo pri kulturnem udejstvovanju ima koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika. Vse bolj aktivni na Ravnah postajajo tudi posamezniki, ki se ukvarjajo s prozo in poezijo. Razlog, ki nas združuje mlade poete in pisatelje, je preprost in logičen, a vendar hkrati menim sama osebno, da izjemen, ker je namreč ravno poezija tista, ki nas je pred leti pripeljala na neko skupno točko, iz katere smo potem na eni strani nadaljevali vsak svojo ustvarjalno potjo, na drugi strani pa smo se skupaj udeleževali različnih literarnih večerov in ostalih literarnih dogodkov, jih tudi soorganizirali, kar pa je gotovo imelo vpliv na našo poetiko. Prav gotovo je bilo nekoč več mladih zainteresiranih za knjigo kot danes. Ampak seveda tu čas naredi svoje. Govorim zdaj o tej mogoče tradicionalni knjigi. Medtem ko danes se pa seveda že nekako tudi mi knjižnice prilagajamo tem potrebam oziroma razvoju informacijske tehnologije in seveda ponujamo tudi že e-knjige in vse te pridobitve in sicer osebno me skrbi podatek, da je recimo 14% danes manj srednješolcev vpisanih v našo knjižnico kot pred leti. Meni osebno pomeni poezija zelo, zelo močno sredstvo izražanja. Mnogim je odlično egotripovsko orodje. Jaz mislim, da je knjižnica že od vsega začetka, če vemo, da so večinoma mladinci gradili tako gimnazijo in potem tudi omogočali knjižnico, zelo pomembna. Tako za študij, kot seveda tudi za preživljanje prostega časa. V zadnjem času pa se mi zdi, da je tudi
knjižnica pomembna finančna, ekonomska kategorija za dijake in študente oziroma mlade nasploh, da si tu lahko zastonj tako rekoč izposodijo knjigo in seveda pridobijo veliko informacij za vsakdanje življenje, študij, tako da morala bi biti nepogrešljiva. Bratje Kuhar so bili praktično celo svoje življenje kulturno angažirani. Tudi politično, ampak bi rekel, po naravi so verjetno po materi podedovali take gene, da so imeli vsi smisel za kulturno življenje. Gledališka dejavnost je bila v tem prostoru mesta Ravne na Koroškem dobro razvita že pred drugo svetovno vojno. Takoj po drugi svetovni vojni pa so se posamezniki organizirali v okviru društva Prežihov Voranc in začeli z gledališkimi predstavami na prostem. Društvo smo v bistvu ustanovili zaradi tega, izhaja iz neke moje ideje, da bi delali lutkovne predstave za odrasle. K delovanju društva me je v bistvu potegnilo to, da pač se je nekaj alternativnega začelo dogajati tule v Ravnah, ker pač ne poznam nobene, mislim, ali nisem poznala prej nekaj takega, kar bi me pritegnilo, ker je bilo vse bolj klasično, bolj standardno. To sem java zdaj tek, ko sem čula lutkovna grozljivka, tek, aha, okej, zanimivo. Živa groza, ta predstava, ki naj bi bila za eno lutko, pa z enim glasbenikom je pač postalo neki živ bend, pa 3 igralci, pa ful lutk. Da sem član tega društva, v bistvu čisto spontano, ko me je Mojca vprašala, če bi prišla sodelovati v lutkovni predstavi, pa sem mislila, v redu, lutke, medvedki, klasika, ne pač. Ampak, ko sem pač vstopila prvič na vaje, ko sem videla kolektiv, ko sem videla, da je Teja pač združila grozljivko z nekimi otroškimi zadevami, me je pač to čisto prevzelo. Pa še pač nora možnost je bila, da smo ustvarjali glasbo, da smo sami ustvarjali glasbo, ki je pač res se razvila v neki celotno zadevo, ki je pač zdaj meni še kar zakon. S postavitvijo prvega eksponata na prostem, vodnega kladiva Repača, štejemo leto 1953 za ustanovitev Delavskega muzeja Ravne na Koroškem, danes delujočega pod imenom Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem. Mladi so na svoj način vključeni v delovanje muzeja. Gimnazija Ravne vsako leto začenja pouk pri prvih letnikih tako, da pošlje dijake na strokovno vodenje in na ogled muzeja. Tako spoznajo pravzaprav zgodovino tega prostora. Namreč vsi prvi letniki, zdaj že vrsto let, prihajajo k nam na učno uro, kjer se spoznavajo z zgodovinskimi viri, skozi prakso na nek način. In mi tule ne ponavljamo vsebino, ki so jo mogoče otroci prej že v osnovni šoli spoznali, ampak nekako pogledamo v zakulisje našega dogajanja v muzeju. Vemo, da je jeklo identiteta mesta Ravne na Koroškem in je Forma Viva na nek način nek umetniški odvod oziroma tisto, kar jeklo še bolj spravlja v okolje Ravne na Koroškem. Saj so to simpoziji, ki so nastali med letom 1964 in 1989, tam je nastalo teh 33 skulptur, pravzaprav zadnje 3 so nastale leta 2008. Drugače pa je zanimivo, da je ta naša Forma Viva, te skulpture so nekako postale del teh okolij, v katerem stojijo. Ljudje so jih sprejeli za svoje, otroci so jih sprejeli za svoje, se tudi večkrat, čeprav to nam ni všeč, ampak tako pač je, na njih igrajo. In pa dobili so taka ljudska poimenovanja in sicer ta skulptura, pred katero stojimo, torej Slavka Tihca iz 1964 leta je poimenujejo kar po domače monštranca ali pa semafor. Ravenčani so torej jeklene skulpture sprejeli za svoje, zato se Ravne na Koroškem večkrat poimenujejo kot mesto Forme Vive. Železarna Ravne, med domačini znana kot Mati fabrika, nam že od leta 1620 daje jeklo, ki je naš kruh. Za železarno lahko rečemo, da je po drugi svetovni vojni mladim zagotavljala socialno varnost,
omogočala strokovno napredovanje in družbeno uveljavitev. Vsakdo, ki je želel se zaposliti, je dobil službo v železarni Ravne. In železarna Ravne je potem skozi svoje programe načrtovanja gradnje stanovanj začela skrbeti tudi za to, da so ti mladi dobivali stanovanje, da so stanovali v bližini podjetja. Ja, v Metalu Ravne seveda imamo okrog 1000 zaposlenih vedno, plus minus. Od tega v tem trenutku imamo 161 mladih, starih do 29 let, kar pomeni dobrih 16% je mladih. Organiziramo tudi dneve odprtih vrat, kjer lahko starši seveda pripeljejo najmlajše, da pogledajo železarno od znotraj. Seveda predvsem pa potem začnemo z neko aktivno spodbudami. Letno za štipendije mi namenimo 50 000 evrov, s tem, da zelo dobro sodelujemo tudi z regionalno agencijo, razvojno agencijo Koroške, ki pa prispeva približno enak znesek kot mi sami za naše bodoče kadre, skratka, da kar nekaj materialnih sredstev se temu nameni. Seveda so pa to še druge oblike spodbujanja pomoči mladim, dobro sodelujemo s šolami, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da imajo možnost mladi tudi priti, videti, opraviti obvezno prakso in podobno. Železarna je že zgodaj, če govorim za obdobje po drugi svetovni vojni, organizirala različne strokovne tečaje za izobraževanje delavcev, potem je mlade pošiljala na izobraževanje v okviru tečajev v druge kraje, pošiljala jih je pa tudi v tujino, da so spoznavali procese izdelovanja kvalitetnega in pa plemenitnega jekla. Zelo zgodaj je začela podeljevati štipendije in povprečno je nekako v 80 letih podelila okrog 220 štipendij, s čimer je omogočila študentom iz tega območja ugodnejše bivanje v Ljubljani. Omogočamo seveda dijakom, da pri nas opravljajo obvezno prakso, da dobijo teme za seminarske naloge, za diplomske naloge. Razpisujemo nenazadnje tudi nagrado Metala Ravne, tako da lahko mladi se preizkusijo tudi v nekih vsebinah, jih predstavijo in so zato tudi na nek način nagrajeni. Skratka, mladi so dejansko največji ali pa najbolj pomemben element razvojne komponente Metala. Res je, mladi so prihodnost našega kraja. Zato na Ravnah delujejo 3 osnovne šole. Po uspešnem zaključku šolanja se večina otrok vpiše na vsem dobro poznano Ravensko gimnazijo ali pa na srednjo šolo Ravne, katere razvoj je bil in je še vedno precej povezan z železarno. Po drugi svetovni vojni je seveda postala potreba, da tudi Korošci pridobimo ustanovo, ki bi izobraževala za nadaljnji študij, prinesla znanje v to dolino. Če dobro zračunamo, je sedaj minilo že več kot 60 let in v teh letih se je tisto, o čemer so ti ljudje sanjali, res uresničilo. Preko 7500 ljudi je končalo tole gimnazijo. Na začetku pogoji niso bili dobri. Pouk je bil v stavbi, kjer je danes študijska knjižnica. In mladi so s pomočjo delavcev in kmetov zavihali rokave in sami zgradili tole stavbo, v kateri se danes gimnazija nahaja. Nastala je za potrebe gospodarstva leta 1946. Takratna železarna Guštanj je začutila potrebo, da rabi kader in je naredila svojo šolo. Na začetku so bili oddelki 1, 2 na leto, potem je to v 80-ih, 90-ih letih naraslo na 5, 6. Največ oddelkov je bilo na prelomu tisočletja. Danes se število oddelkov nekako stabilizira pri 5. Število dijakov se je spremenilo, opremljenost se je bistveno spremenila. Od takrat, ko smo bili združeni z gimnazijo in ko smo mi s svojimi dijaki praktično reševali gimnazijske oddelke, ker je bilo manj upisanih v gimnazije, do zdaj, ko smo nekje skupaj oboji pristali na okrog 500 dijakov. Šoli se že od nekdaj ponašata z aktivnim udejstvovanjem dijakov na obšolskih dejavnostih. V bistvu jaz se ukvarjam predvsem z UNESCO, to je Organizacija Združenih narodov za znanost, kulturo.
In tako mi je lansko leto v bistvu nekako uspelo tudi priti do tega naziva UNESCO glasnika za Koroško. In v bistvu mi širimo glas UNESCO vrednote, norme UNESCO pač med mladimi nasploh. Fotografski krožek obiskujem že od prvega letnika, sem se odločila, ker me fotografija veseli že od začetka. Tam pa komentiramo fotografije z mentorico. Ja, v prihodnosti bom probala to nadaljevati, se s tem ukvarjati še naprej v življenju ali celo izbrati študij v tej smeri. Da bi pridobili čim več raznolikih izkušenj, se naši dijaki povezujejo tudi z dijaki iz drugih držav. Šli smo na srednjo mašinsko školo v Sarajevo, šola stoji zraven ameriške ambasade. Šli smo dol za en teden, pol so pa maja prišli iz Sarajeva k nam. Oni so prišli isto za en teden, pa so pač spali vsak pri svojemu dijaku. Za LAN party smo se odločili organizirati, zato ko pač v bistvu zdaj že 7. leto, kar ga organizira ta šola, pa pač da dijaki v bistvu naredijo še eno izvenšolsko dejavnost, se tudi naberejo iz drugih šol, iz Slovenj Gradca, pa gimnazija pride, pa tudi iz te šole. Zanimanje v bistvu še kar veliko. Je pa res, da dijaki, če se le da, so najbolj srečni takrat, ko jim ura odpade, kaj pa šele, da bi imeli kako dodatno uro. Sicer pa to ni bistveno drugače, kot pa takrat, ko sem jaz hodila v gimnazijo. Vresje že od nekdaj se je izdajalo, naglasilo Vresje na šoli, pa mislim, da še danes obstaja. No in seveda, vse to je pač bilo, no s filmom je bilo teže. Danes imajo filmske krožke, malo drugače, takrat so bili pionirji, smo imeli fotografske krožke. V spredju so tudi obšolske dejavnosti, ki jih včasih nismo poznali. Nekoč torej fotografski krožki, danes pa že kar pravi filmski studio. Filmski studio na Gradu, na tej gimnaziji, traja že 2 leti. Medtem smo posneli že nekaj filmov, nekaj kratkih filmov, tudi, bom rekel, predstavitveni film te gimnazije. Razvil se je en scenarij, bom rekel, za kratek igrani film, bil je že posnet trailer Nick the Hacker. Interes je precejšen, zaradi tega, ker filmska umetnost združuje vse ostale umetnosti. Sodelujem v filmskem studiu na Gradu. To rad delam predvsem zato, ker gledam rad filme, mogoče se bi tudi enkrat ukvarjal s snemanjem filmov. Sodelovanje pri filmskem studiu na Gradu me zanima, ker imam rad filme, rad jih gledam, uživam tudi med snemanji, sodelovanju pri delanju filmov. Ja, zanima me zaradi tega, ker sem tudi sam poznavalec raznih filmov. Me zanima, kako dejansko poteka igra sama, pa kako se igralci z svojimi čustvi odzivajo, na kak način igrajo. Rad sodelujem v takih projektih nasplošno. In ko sem slišal za filmski krožek, sem se takoj prijavil. Tukaj spišem scenarij in tudi snemam v ekipi. Letošnji projekt naš je Nick the Hacker. Gre se za mladega fanta, ki ga izključijo iz šole in pride na drugo gimnazijo. Tam pa ga tolpa izseljuje in pa mora nekaj narediti za njih. Stvari se večkrat zakomplicirajo. Snema se s fotografsko kamero, zaradi tega, ker se mi je zdelo pomembno tudi za dijake, da se naučijo izražati tudi skozi fotografsko umetnost. Lansko leto smo napisali treatment in začeli s pisanjem scenarija za naš trenutni projekt. Učili pa smo se tudi osnov snemanja s kamero in osnove kadriranja. Dijaška skupnost ima na šoli vlogo, da organizira dogodke, skrbi za dogajanje, za napredke na šoli, za različne stvari, ki se dogajajo, naprimer tudi fazaniranje. Predaja ključa poteka preko dijaške. Fazan je dijak, ki pride v prvi letnik srednje šole, torej iz 9. razreda v prvi letnik in je prvič na šoli, oziroma nek novinec. Fazaniranje je najbolj odmeven dogodek na šoli. To se dogaja v začetku leta, ko mlade fazane spremenimo v prave dijake z določenimi igrami, ki jih upravljajo sami. Ponavadi niso fazanirani vsi, temveč le okolica, ampak je dejavnost cela šola. Mislim, da se vsi dijaki veselijo tega dogodka. Predaja ključa je vsako leto, na koncu leta,
ko četrtletniki pripravijo take neke zabavne naloge za tretjeletnike v bistvu. In tisti, ki zberajo pri vsaki nalogi največ pik, da ima na koncu največji skupni seštevek, tisti so tako imenovani glavni na šoli. Razred, ki dobi ključ, ima neko glavno besedo in tudi ti naslednje leto organizirajo predavanje. Z Gibanjem Mladi raziskovalci Koroške želimo spodbujati raziskovalno dejavnost med mladimi v naši regiji, tako med srednješolci kot tudi med višjimi razredi osnovne šole. Mislim, da je glavna izkušnja raziskovalne dejavnosti predvsem ta, da se usposabljajo tudi za nadaljne delo v šoli, torej za študij, pridobijo si tudi kritično mišljenje, razvija se njihova ustvarjalnost. Za sodelovanje pri Gibanju Mrk sem se odločila, ker me zanima nasploh raziskovalno delo, torej rada kaj novega odkrijem, tudi sama delam, da se učim iz kar je že napisano, in profesor je pač ponudil eno temo, torej odvisno sončni obsev od naklona strehe, do usmerjenosti strehe. In ker imajo pri Lovru Nurški doma sončno elektrarno, smo pač to temo pograbili in smo raziskovali o tem. Ja, izkušnja je bila zelo velika, ker sem zvedel nekaj novega in še bolj veselje mi je bilo, ker sem videl, da se nam sončne elektrarne res plačajo. Ja, raziskovalno nalogo sem se odločil delati zato, ker pač se lahko dodatna znanja pridobiš, ki jih pri pouku ne moreš, lahko tudi nagradiš ta znanja, pa lahko tudi se naučiš se sistematičnega dela. Delal sem jih pa na področju elektrotehnike. Razvil sem en program, pa probal sem narediti en modul za prižiganje pa ugašanje luči in nadaljal preko Wi-Fi modula. Moram pa povedati, da sem že sama tudi živela tujino zaradi enega takega dijaka, ki je danes moj kolega in uči na šoli. Takrat je napisal raziskovalno nalogo, ki je bila zlata v Sloveniji, in poleg tega, da je bila zlata v Sloveniji, je za nagrado bil povabljen na vse evropsko tekmovanje mladih raziskovalcev v Moskvo in njegova naloga je bila povečanje otomotorja zelo, zelo hitro, to je skratka neka... Še danes imamo maket te mašine, ki jo sfrizira, bomo rekla po domače, in ki je v parih sekundah dosegla take hitrosti, da so z Avstrije ga klicali in ga vprašali, če bi bil pripravljen pri njih delati za eno tekmovalno firmo. Gimnazija Ravne ima za dijake na voljo tudi športni oddelek, katerega obiskuje nemalo perspektivnih športnikov. Z deskanjem na snegu se ukvarjam že približno 10 let. Želja je prešla, ko je moj oče začel s tem. In od tega naprej skozi, treningi, tekme. Za športni oddelek gimnazije Ravne na Koroškem sem se odločil kot prvo zato, ker je v moji bližini in ker pa mi nudi dobre pogoje, da lahko šolo usklajujem s treningi. Pravimo, da je mladost norost, vendar iznajdljivost dijakov ne pozna meja. Spomnim se prvega testa v enem razredu, ko sem opazila, da dijak šmugla. Seveda pristopila do tega dijaka in ga prosila, naj mi pokaže, kaj drži v roki. Ta dijak je odprl dlan, na dlani je pisalo: radovednost ni lepa čednost. Ampak opazujem razred naprej in ugotovim, da čez nekaj časa ta isti dijak spet prepisuje oziroma šmugla. In rečem, no zdaj ga pa bom. Vstopim do njega, rečem, a mi daš to, kar imaš v roki? Dijak seveda da, listek odprem in na listku piše: več sreče prihodnjič. Začetki razvoja športa na Ravnah segajo seveda že v obdobje pred Prvo svetovno vojno, ko so nastajala prva telovadna društva. Potem po Prvi svetovni vojni se šport razvija v okviru društev Sokol in Orel. Že po drugi svetovni vojni pa leta 1948 ustanovijo športno društvo in to športno društvo se pozneje preimenuje v športno društvo Fužinar. Deluje pa tudi športno društvo Partizan. Zveza športnih društev Ravne na Koroškem se je leta 2000 preimenovala v zvezo, nastala je pa iz bivše občinske športne zveze, ki je bila ustanovljena leta 1966. Sredi 60-ih let so začeli z izgradnjo zimskega bazena z namenom, da pripravijo rezervoar vode za primer požara v železarni.
No in ta rezervoar so pokrili in tudi uredili telovadnico. Posledično so se potem v 70-ih letih razvili odlični športniki tako na področju plavanja kot tudi v odbojki. Že pred leti je ta občinska športna zveza leta 1975 dobila Blodkovo priznanje oziroma Blodkovo nagrado na področju športa, kar je bilo eno veliko priznanje in to nam je dalo vedeti, da na Ravnah športne aktivnosti oziroma sam šport živi in dela zelo kvalitetno. Železarna Ravne je aktivnim športnikom omogočala udeležbo na tekmovanjih, rekreativnim športnikom je pa omogočala ugodnejši dostop do teh športnih objektov, se pravi, regresirala jim je plavanje, telovadnico in tako naprej. Bom rekel, da šport na Ravnah ima zelo dolgo tradicijo. Športni klubi ali prve dejavnosti so se začele neki porajati že tam v 20. stoletju, tam neki v 30. 40. letih. Tudi ena športna društva obstaja že 70 do 80 let. Med kolektivnimi športi je to sigurno nogomet, je to odbojka, rokomet. Pri individualnem športu je to sigurno plavanje, ki ima tradicijo, atletika, alpsko smučanje, mislim, da tudi kegljanje že kar nekaj cajta obstaja. Pri tistih netekmovalnih športih pa moram na prvem mestu sigurno omeniti telovadno športno društvo Partizan. Na Ravnah so organizirali različne športne prireditve, od šahovskih turnirjev do zimskih športnih tekem. Leta 1954 so organizirali mednarodne zimske športne igre, kjer so sodelovali skakalci, smučarski tekači, potem tudi tekme iz alpskega smučanja so organizirali. No in v 80-ih letih so organizirali FIS tekme. Na teh tekmah je sodeloval tudi Bojan Križaj v Švenu. V zadnjem času se na Ravnah pojavljajo pa tudi neki novi športi, ki nastajajo. Omenil bi mogoče judo klub, ki obstaja tam neki 5 do 6 let. Hokejsko društvo se je pred časom ustanovilo, kolesarsko društvo, kolesarski klub Ravne in društvo borilnih športov. Kot zanimivost naj povem, da smo na Ravnah poznali tudi tekme motoristov in smučarjev oziroma avtomobilistov in smučarjev. Glavno prizorišče je bilo Čečovje, pred kavarno sta bila štart in cilj. Motorist je z smučarjem tekmoval okrog Čečovja in kdor je bil hitrejši, je potem bil seveda zmagovalec. Od danes popolnoma neznanih motociklističnih dirk na Čečovju preidimo k športu danes. Vključevanje mladih v našem klubu je ključnega pomena, ker pač moraš imeti domač kader, če hočeš v bistvu v vsakem športu nekaj doseči. V prvi ligi, v prvi državni ligi igramo z mladimi domačimi, predvsem z domačimi igralci, ki so sami amaterji in pa nastopajo v profesionalni, na polprofesionalni prvi državni ligi. Največji dosežek OK Fužinar Metal Ravne je bilo, ali pa najbolj uspešno leto, je bilo leto 1997, ko smo bili državni in pokalni prvaki Slovenije, in leto kasneje, ko smo bili pokalni prvaki Slovenije. V ekipi smo sami mladi, amaterski igralci, ki zastopamo profesionalno ligo. Izjema je letošnja okrepitev, to pa je Taylor Hunt. Vprašali smo ga, kakšne vtise je dobil od Ravenčanov. Well, I haven't really met a whole lot of people just because I'm the Canadian guy just playing volleyball kind of things. So the only comparison I can make is the guys on the team, and half the guys are a bunch of goofballs. So I think I fit in good enough. Always laughing at practice on the road and stuff. So it's a good atmosphere because everyone speaks English well enough to make jokes. So. Prvi načrt je sigurno obstanek v prvi ligi. V nadaljnih letih pa se ponovno pripeljati z domačimi igralci kvalitetno odbojko na Ravne in postati, bomo rekel, standardni član naše prve državne lige.
Starostna sestava članske ekipe je od 17 pa tja do 31 let. Pogoji za vrhunski šport na Ravnah so odlični. Z velikim bazenom, 50-metrskim olimpijskim bazenom in pa z možnostjo prekritja tega bazena imamo torej celo leto možnost delati vrhunsko. Vključevanje mladih je seveda osnova za delovanje kluba, namreč brez vključevanja mladih v šport ni baze, če ni baze, ti ne moreš izluščiti tudi talentov, potencialov ali pa vrhunskih športnikov. Z plavanjem sem začela pri 6 letih, zato me je navdušila mama. Sprva sem plavala samo zato, da bi se naučila skakati v vodo in delati pravilne zaveslaje, ampak potem se je to le še stopnjevalo. Moji treningi so postajali vedno bolj resni in to me je pripeljalo do tega, ker sem danes do profesionalnega treniranja. V klubu deluje 150 otrok, razdeljeni so v 8 skupin, pač glede na starostne kategorije, glede na kvaliteto. Z njimi dela 7 trenerjev oziroma voditeljev. Takšna organiziranost je seveda podrejena cilju, da bojo plavalci dosegali čim boljše rezultate. Občasno mi je žal, da sem se odločila za ta šport, za plavanje. Zato, ker mislim, da je v Sloveniji plavanje zelo malo cenjen šport, ni tako cenjen kot na primer smučanje. Ampak kljub vsemu mislim, da me to vse skupaj žene naprej in mi v življenju odkriva nove poti in cilje. Soočeni smo s problemom, da mladi za naše razmere seveda itak prehitro nehajo se ukvarjati z športom, pa ne toliko zaradi nezainteresiranosti lastne, ampak predvsem zaradi šolskega sistema. Zame kot za mlado osebo udeležba na olimpijskih igrah v Londonu pomeni velik uspeh. Nabrala sem si tam veliko izkušenj in mislim, da bom na naslednjih olimpijskih igrah samo še bolj pripravljena. Od plavanja poglejmo še k nogometu. Jaz mislim, da je nogomet najbolj priljubljen šport na Ravnah. Vključevanje mladih je seveda osnova za vsak klub, da deluje, a ne za našega še posebej. Saj iz mladih igralcev črpamo v bistvu igralce tudi za člansko ekipo. Naš cilj je, da je večina igralcev, ki igrajo v članski ekipi, vzgojena doma. Danes en mlad nogometaš na Ravnah, jaz mislim, da ima veliko perspektivo. Se pravi, trenutno se na Ravnah zelo dobro dela z mladimi. To moram pohvaliti predvsem nogometno šolo Fužinarja, ki je v zadnjih letih res veliko napredovala. Mlad nogometaš, če pridno trenira, ima sigurno prihodnost, lahko napreduje v prvo slovensko ligo in potem seveda tudi čez meje. Rad bi pa poudaril, da imamo v zadnji 2 leti v klubu tudi 2 ženske ekipi oziroma 2 ekipi deklic v starosti do 13 in do 15 let. Igram že dobro leto, odkar je Koroški nogometni klub ustanovil ekipo za dekleta. Moj največji uspeh je seveda igranje v reprezentanci do 17 let, kar je ena največjih časti, da lahko nosim grb državne reprezentance in branim barve naše zastave. Za igranje nogometa sem se odločil predvsem zaradi svojega očeta, ki je tudi prej sam igral nogomet, tako da me je že v mladosti pri mojih 4-5 letih navdušil na tem. Takrat sem se pol tudi upisal tule, na tem travniku sem začel v zadnji k Fužinarju. Dejansko pa zdaj igram že od takrat nogomet, se pravi že dobrih 25 let. Članov je tam okoli 160, število skozi niha. Imamo pa vse ekipe, tekmovalne ekipe od U9, torej od mlajših cicibanov pa do mladinske ekipe. Jaz upam, da bo popularnost nogometa še rasla, da bo tudi gospodarstvo kaj naredilo za to. Mislim, da imamo na Ravnah vse pogoje za dober nogomet, da veliko mladih tudi na koncu uspe v nogometu. Šport ima na Ravnah res bogato tradicijo, saj so se naši športniki že zelo zgodaj udeleževali olimpijskih iger.
Ja, dobro se spominjam tistega leta 1956, ker sem se, bi rekel, po velikih borbah med tekači, takrat je bilo nas tekačev tudi čez 200 ali 210, da sem se plasiral med prve 5 tekačev in da sem se lahko udeležil teh olimpijskih igrah. Seveda to je bilo enkratno doživetje. Ja, za šport me je potegnil pač veselje do samega športa in sem se ukvarjal z rokometom najprej, potem z namiznim tenisom, no potem pa z mojim favoriziranim športom tek na smučeh. V teku na smučeh sem bil državni prvak 7-krat ustreljen kot mladinec, pa kot v Žablaku je bilo najbolj favoriziran, ker sem bil državni prvak na 15 in 30 in potem se je pa tek stopnjeval, ne. Ko je prišel Gregor Klančnik v Ravne, oziroma v Guštanj, to je bilo leta 1946, je pa on nekakšno videl, kjer bi bili za tek dobri. In tako smo začeli s tem, prvo s temi navadnimi smučkami, kakor smo jih imeli, no, potem smo pa prišli stik z temu Šipek Tomažu iz Mežice, ki se je pa poglobil v te tekaške smučke in je prvo jih on naredil. Gregor Klančnik je takrat bil res človek, ki je za tek nekaj dal, ampak to za cel Jugoslavijo je spremljal. Da smo pa prišli do teh čevljev, tekaških ali pa smučk, je nam pa Železarna Ravne takrat dala možnost, da smo šli delati po šihtu ali pa po šoli, da smo nabirali staro železo in s tistim denarjem smo mi potem lahko nabavili se tekaške smučke in čevlje. Vse ostalo, vizij pa palce, smo si pa naredili v industrijski šoli sami. Že kot mladinec sem šel v Zakopane, so me poslali čisto samega, so rekli, kot opazovalca, pol pa so se odločili, da so me dali na prvo predajo teči. Takrat sem rekel, pri minus 20 stopinj, 4-krat so ponovili štart, meni je sapa šla, ampak prišel sem skozi, pa vse tek, da... Sledila pa je 2-kratna udeležba na olimpijskih igrah. V Innsbrucku sem bil. To so bile prve olimpijske igre. Potem je bilo svetovno prvenstvo, ker je vsake 2 leta olimpijske igre, potem je pa čez 2 leta svetovno prvenstvo. Potem je bilo pa svetovno prvenstvo isto še, da sem šel. Potem pa 68 leta je bilo pa v Grenoblu. Takrat sem pa res imel rezultat, ki ga moraš imeti normo izpolniti. Res imel v Neunkirchnu gor med 200 tekmovalci sem jaz zasedel 10. mesto. To so takrat pisali. In je bil naš Jugoslovan takrat 3 minute za mano. V Koroškem atletskem klubu si prizadevamo pridobiti čim večje število članov, mladih otrok, se pravi dijakov in kasneje tudi članov. Koroški atletski klub je tekmovalni klub, kar pomeni, da smo usmerjeni v tekmovanja, hkrati s tem pa zelo sistematično tudi razvijamo pristope mladih otrok, od Cicibanu, tudi v vrtce smo letos že štartali. Pogoji za treniranje tu na Koroškem so zelo odlični, saj je vse na enem mestu, tu na DTK-ju, tako da se da kar daleč. Mislim, da se lahko poseže tudi na sam evropski ali celo svetovni vrh. Zdaj se je začelo moje 4. leto. Nad tem sem se navdušila zato, ker sem na šolskih tekmovanjih dosegala dobre rezultate in ker sta me nad tem navdušila moja starša. Moja disciplina je 3000 metrov, drugače tekmujem pa od 1500 do 10 kilometrov. Za atletiko sem se odločil zaradi perspektive, ki sem jo opazil v osnovni šoli. To so mi že učitelji govorili za športno vzgojo. Začel sem pa v 8. razredu osnovne šole. Moja glavna disciplina trenutno je 10 km, 21 km. Lansko leto sem tudi prvič odtekel maraton, kjer se vidim v prihodnje. Na Ravnah smo nekoč že poznali Fužinarjevo rokometno ekipo, ki je sčasoma zamrla. Vendar se v okviru rokometne šole Ravne rokomet danes spet oživlja. Jaz sem bivši igralec ravenskega Fužinarja.
Zdaj, na žalost, pač rokometa cirka 20 let ni več tu v Ravnah prisotnega. Ideja sama se je razvila čisto po naključju v pogovorju z Alenom Mihajlo iz Slovenj Gradca, ki ima svojo rokometno šolo, da bi tudi v Ravnah zagnali rokomet, pa ne samo v Ravnah, v tej, bi rekel, Mežiški dolini. Letošnje leto je precej boljše. No. Začeli smo z 6-7 fanti, končali že uradno prvo sezono v Slovenski ligi z 9 fanti. No, letos pa moram reči, da je že številka blizu 20, tudi da sem kar zadovoljen. No. Za rokomet sem se odločil, ker je kolektivna igra hitra in čvrsta, pač preprosto všeč mi je. Še veliko ljudi ne ve, da je tu rokometna šola, da smo se začeli ukvarjati z rokometom, ampak počasi sedaj, ko nastopamo že v tej Slovenski ligi za mlajše dečke, že tu v Ravnah recimo je že bolj prepoznavna, bi rekel, marka, ali je že bolj prepoznavno, več otrok smo že letos dobili, tako da počasi gre na bolje. Seveda komaj čakam, da grem na tekmo, a pričakovanja imamo veliko pred vsako tekmo, želimo vsako tekmo zmagati. V zadnjem času se v kraju pojavljajo tudi nekateri novi športi. Lokostrelsko društvo je bilo ustanovljeno 91. leta na pobudo članov taborniškega odreda. Takrat naprej deluje v občini Ravne. V Lokostrelskem društvu Ravne gojimo največ pri mladimi olimpijski šport, to je olimpik. Med starejšimi pa gojimo 3D, to je simulacija lova z loko. Za lokostrelstvo sem se odločil, ker sem imel že od malega željo po streljanju in potem sem enkrat pri sosedu probal in treniram pa zdaj že 4 leta. Za lokostrelstvo sem se odločil zato, ko sem enkrat videl po televiziji, pa me je veselilo. Treniram pa že 1 leto pa pol. Interes mladih za vključevanje v lokostrelstvo je velik. Imamo razne krožke po osnovnih šolah, dokler da so mladi, dejansko rekreativci, niso stroški veliki. Potem, ko pa postaneš tekmovalec, potem pa zrastejo stroški. Tekmujemo po celi Sloveniji. V lanski sezoni sem bil član kadetske reprezentance in istem letu sem tudi dobil oba pokala v seštevku točk. Lani sem na državnem prvenstvu zbral največ točk, zato sem tudi postal državni prvak. Hokejski klub na Ravnah se je začel čisto spontano. V bistvu smo se prijatelji, sosedi začeli srečevati za blokom in ko smo imeli dosti plezanja po dresih, smo napadli Forzicija, eno lepo, ko je tam rasla, pa si naredili vsak svojo palco, vzeli tenis žogce pa se začeli paditi za njimi. Zdaj, če so to bili neki čisto neformalni začetki, smo pa s časoma videli, da nismo edini navdušenci nad tem športom, ki je sicer v Sloveniji relativno marginalen. In smo začeli razmišljati, kaj če bi mi dejansko naredili klub. Začelo se je tu za blokom od 19 pa 20 Javornik na parkirišču. Jaz pa ta mali brat smo dobili rolerje prvič, kolegi so se že rolali in smo pač dobili tam v Grmovju ene pacle, pa tenis žogico in tek se je začelo. S časom so prišli še drugi pobi iz drugih blokov. Istocajtno smo začeli po zimi na Ivarčkem. Drcati se učiti in pa tudi špila začeti. V štartu smo že spoznali, da je predvsem problem, ker ni infrastrukture in da smo že zelo zgodaj začeli pogledovati v bistvu tudi izven kraja. Ampak mislim, da smo našli in na Ravnah in v neposrednji okolici veliko navdušencev vseh let. Dejansko smo v nekem trenutku imeli razpon igralcev od starosti 13 pa vse do 36 let. Sicer klub obstaja in se podi po Sloveniji in okrog, ama v samih Ravnah pa ne. Je pa bo v mojih mladih letih in še zdaj so mulci, ko za blokom se podijo za pakom. In vedno nam, ko pridemo kam igrati, pa ko vidi, a tu se tudi hokej igra, kak pa to. In so vsi radovedni, ker včasih je bil hokej na Ravnah, tudi v takih povojih, ama ljudje so taki, da ga ljubijo tole, ne. Za domačine in turiste zanimiv individualni šport na Ravnah, ki je v zadnjem času zelo v razcvetu, pa je tudi kolesarjenje. Za ta šport sem se odločil zaradi tega, ker mi je bilo zelo všeč kolesarstvo, zelo rad uživam v naravi
kolesarim, se hitro spuščam. Ta šport treniram približno že 4. sezono. Disciplina, za katero se ukvarjam, je cross country oziroma olimpijski cross. Članstvo kluba je naraslo čez 100 članov in trenutno 12 licenciranih tekmovalcev. Naslednje leto so mladinske olimpijske igre, na katerih imam cilj nastopiti. V prihodnosti pa še na kakšnih večjih tekmovanjih. V preteklosti smo imeli tudi udeleženca tako svetovnega kot evropskega prvenstva mladih. Iz našega kluba skoraj da vsako leto izhajajo državni prvaki v različnih disciplinah. Tudi v letošnjem letu imamo recimo 3-kratnega državnega prvaka in kar nekaj vice prvakov v posameznih disciplinah. Teda z malo tekmovalno ekipo se dosegajo, po mojem mnenju, vrhunski rezultati. Od kolesarjenja pa k športnemu plezanju in namiznemu tenisu. Priljubljenost tega športa na Ravnah sicer ni zelo velika, se pa izboljšuje. V Sloveniji pa je kar precej popularno. Moram reči, da je bila včasih večja spodbuda, kot je danes, oziroma več je bilo mladih igralcev, bolj je bil namizni tenis popularen kot danes. Danes mladi hitro obupajo, tako da upamo, da bo v prihodnosti boljše. Ja, jaz treniram 6-krat na teden, sedaj večkrat tudi manjkam v šoli. Ja, nekaj odrekanja so. Ne morem si vsak petek privoščiti, da sem zunaj. Zdaj sem že 6. leto član mladinske reprezentance, letos pa sem se počasi začel prebijati tudi v članske reprezentance. Za namizni tenis mi ni žal, da sem se odločila, zato ker imam veliko dobrih uspehov kot doma, kot tudi v tujini. Upam, da bom tako tudi naprej nadaljevala. Od športa pa k drugi dejavnosti, za katero so prav tako potrebne velike psihofizične sposobnosti. To je gasilstvo, ki je na Ravnah dobro razvito, vanj pa je vključenih predvsej mladih. Prostovoljno gasilstvo na Ravnah sega v leto 1878. Takrat so meščani, ko je par let prej pogorelo Ravne, ustanovili prostovoljno gasilsko društvo. Začetki našega prostovoljnega gasilskega društva segajo v leto 1923, ko je bilo društvo tudi ustanovljeno. Gasilci delujemo operativno od 18. do 63. leta, črpamo pa svoje člane iz mladinskih in pionirskih vrst. Mladi v našem društvu so pravzaprav vir vsega delovanja, ki je pač potrebno za kontinuiteto obstoja društva. Mladi se pridružijo lahko kot pionirji, gasilci, mogoče tudi v srednji šoli. Mladi so pa tisti, ki, ko se usposobijo, da jim zaupamo najtežje naloge, operativne, ker so tudi psihofizično najbolj sposobni in na ta način lahko izvršujejo naloge, težke naloge, ki v gasilstvu zagotovo so. Zakonska določila so takšna, da z 18 leti lahko prostovoljni gasilec, ki ima opravljen nadaljevalni tečaj in pa zdravniško spričevalo, začne opravljati operativne naloge. Za prostovoljno gasilstvo sem se odločil iz enega razloga, saj pomagati sočloveku je največ, kar lahko v svojem življenju naredimo. Torej, jaz sem postal prostovoljni gasilec leta 1995, se pravi, 18 let že bo. Odločil sem se ker je pač gasilerija v družini. Zanimanje za mladi, za prostovoljno gasilstvo je odvisno od leta. Pogledamo lani, ko so bile poplave, naprimer, je moč se procentualno več pozna, ker pač vidijo mladina na televiziji. Zanimanje mladih zdaj trenutno pri nas nekot ni najbolj. Večinoma smo tisti, ki smo bili pač, ker je bila gasilerija v družini. Koroški gasilski zavod, prosim. Požar v železarni pri Prešah. Center zavod izvaža.
Matjaž, ti už dal kar dihalca, gor? Jo, v redu. Okej. Ti boš ti kar peno pripravil. Ja, štima. Ja, center kliče Zavod 11. Prosim, če aktiviraš še PGD Ravne pa PGD Kotle. Gre za večji požar. Poklicni gasilci na Ravnah so bili ustanovljeni predvsem za potrebe železarstva in sicer na podlagi zahteve takratnega Ministrstva za rudarstvo in črno metalurgijo. To je bilo leta 1947. Trenutno naša enota šteje 5 gasilcev do 30 let. Kot sam poklic na začetku ni bil toliko zaželen z moje strani, ker tudi ni bilo nekega poznanstva, kar se tiče poklicnih gasilcev v Koroški regiji. Če je to spoštovana služba, glih ne bi rekel, da je mogoče med gasilci, ki so prostovoljni, ki se zavedajo, kaj pomeni biti gasilec, med ostalimi, pa ne toliko, ker tega poklica ne poznajo in tudi ne poznajo delo samih gasilcev. Z leti pa se je to seveda stopnjevalo in moja želja je postajala vedno večja, da postanem poklicni gasilec in to službo upravljam tudi poklicno, ne samo prostovoljno, in pred 5 leti se mi je ta želja uresničila in sem sedaj zelo, zelo zadovoljen. Ravne močno zaznamujejo tudi številne zelo aktivne mladinske organizacije, v katere se združuje veliko število mladih. Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti pomaga, nudi finančno pomoč mladinskim organizacijam v Ravnah, s tem, da jim finančno pomaga pri organizaciji raznih prireditev, potopisnih dogajanj, naprimer potem raznih dogodkov, pomaga tudi pri nočitvah, s tem, da moram reči, da kar sodelujemo. Pred kratkim je občina uredila tudi skupne prostore za delovanje društev, tako so tudi mladinskih društev in društev, ki delujejo za mlade. Ti skupni prostori so popolnoma brezplačni, tako brez najemnine kot tudi drugih operativnih stroškov in so neka osnovna infrastruktura za delovanje društev, ki vključuje tudi mlade občane. Zavod ima veliko objektov tule, predvsem športnih in kulturnih, in predvsem mladina bi mogla tule bolj sodelovati pri teh projektih in mi bi jim tudi pomagali. To so predvsem razna športna dogajanja, ki jih je nekaj, ampak glede na to našo infrastrukturo bilo še veliko več. Aktivnosti mladih so pomembna popestritev dogajanja v kraju, hkrati pa so mladi tudi nosilec samostojnih projektov, zlasti v zadnjem času, ko se je na Ravnah ustanovil Mladinski svet Ravne, še prej pa je bil nosilec mladinske dejavnosti v tem širšem smislu Klub koroških študentov in pa Zavod Kompleks, ki ga je ta Klub koroških študentov ustanovil. Mladinski svet Ravne na Koroškem je krovna mladinska organizacija mladih na Ravnah, v katero se združujejo mladinske organizacije. Naše glavno poslanstvo je zastopati interese mladih na relaciji do lokalne skupnosti. Začetki v bistvu so bili kar težki. Recimo, jaz sem bil takrat predsednik nadzornega odbora. Je bilo treba v bistvu vzpostaviti recimo določene dokumentacije. Pobudniki ustanovitve Mladinskega sveta na Ravnah smo bili v Mladem forumu. K sodelovanju smo pritegnili takrat še tabornike, SDM Ravne na Koroškem in hokejski klub, ter tako 22. avgusta 2011 ustanovili to organizacijo. Poslanstvo Mladinskega sveta Slovenije je, da združuje nacionalne mladinske organizacije, torej organizacije z različnimi političnimi, nazorskimi opredelitvami in v bistvu s tem zastopa glas mladih. Isto poslanstvo imajo tudi mladinski sveti lokalnih skupnosti, samo da oni združujejo lokalne mladinske organizacije, društva in so torej tisti prvi sogovornik napram občini oziroma lokalnim odločevalcem. Klub koroških študentov je eden izmed najstarejših študentskih klubov v Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 1952. Delovanje kluba je bilo tako doma na Koroškem kot v študijskih mestih, še posebej je bil aktiven v Ljubljani. Poslanstvo kluba koroških študentov je v tem, da pomaga študentom na različnih področjih, še posebej na tistih, ki se nam študentom zdijo, da niso dovolj zastopana v javnem interesu oziroma ni dovolj poudarka v študijskem programu. Koroški mladinski kulturni center je nastal nekje leta 2005. Od takrat naprej se trudimo
so se trudili tudi generacije poprej. Pač držati neko kontinuiteto med mladimi, nek pester program, nekaj, kar jih pač pritegne, da preživijo tole svoj prosti čas. Nudi kompleksno tudi nek prostor, kjer lahko sami izražajo svoje kreativno mišljenje, svoje kreativne žilice. Pa deluje tudi na način, da pač imajo priložnost v kompleksu spoznati različne kulture, od različnih bendov, na zadnje različne koncerte, od različnih pesnikov, ustvarjalcev, raznolikih, tudi svetovnega kova, ne samo slovenskega. No, položaj mladine pred drugo svetovno vojno je potrebno obravnavati in videti tudi v kontekstu splošnega gospodarskega razvoja in stanja pravzaprav v Mežiški dolini, ki ni bilo ravno naklonjeno mladim, namreč bila je velika gospodarska kriza in zato je tudi precej ljudi odhajalo iz tega prostora. V Železarni Ravne je že zgodaj delovala sekcija za mladino. Mladinsko organizacijo so ustanovili že okrog leta 1950. No in naloga te organizacije je bila v prvi vrsti povezovati mlade v železarni in pa organizirati mladinske delovne brigade. Ja, dr. Franc Sušnik je na mlade, bom rekla, v tistem času res zelo vplival in osebno rečem, takih osebnosti si lahko samo želimo. Bil je v prvi vrsti velika avtoriteta, bil je tudi sam zelo zagnan delavec, dober govornik, tako da je znal, bom rekla, prepričati vse in seveda nagovoriti mlade, da so mu sledili. Sredi 70-ih let so v železarni pri Koroškem Fužinarju in pa pri Informativnem Fužinarju oblikovali posebni dodatek Mladi Fužinar, v katerem so lahko mladi objavljali svoje prispevke. Mladi so se na ta način potem tudi povezovali in vključevali v politični del življenja, tako v železarni kot v mestu. Mladinske organizacije so v bistvu tisto polje, tisto okolje, kjer mladi lahko odraščajo, kjer se mladi naučijo mnogo novih znanj, pridobijo mnoge kompetence preko neformalnega izobraževanja in v bistvu preko vključujočega pristopa spoznavajo tudi pojma demokracije, participacije, aktivnega preživljanja prostega časa in seveda sodelovanja in vplivanja v družbi. Glavna dosežka Mladinskega sveta v tem obdobju sta bila vsekakor postavitev mladinske poti in pa sprejem odloka o mladini, ki predstavlja za mlade nek temelj, na podlagi katerega je občina Ravne na Koroškem v letu 2013 pridobila certifikat Mladim prijazna občina. Certifikat Mladim prijazna občina pomeni seveda priznanje našemu delovanju tudi na mladinskem področju, pomeni seveda tudi spodbudo za nadaljne delo in pa to, da seveda v preteklosti je bilo nekaj storjenega za mlade in tudi skupaj z mladimi. Klub koroških študentov je odlična priložnost za vse mlade, ki se želijo naučiti neformalnih veščin in pridobiti znanja na vseh področjih. Spomnim se, da smo organizirali en zelo odmeven akademski ples na Ravnah in sicer smo takrat pritegnili k sodelovanju sigurno v tistem času najbolj popularen slovenski ansambl Bele vrane. Smo organizirali tudi nastop humorista in sicer je bil humorist takrat še precej neznan, danes pa precej bolj znan Tone Fornesi-Toff, to je bil prvi njegov nastop na Ravnah. KKŠ Summerfest izvajamo že drugo leto zapored. V bistvu je to že ena naša stalnica, ki pa smo jo v zadnjih 2 letih malenkost preoblikovali. Sami mislimo, da je na Iverčkem jezeru ena izmed lepših lokacij na Koroškem, kjer se lahko mladi zabavajo in izobražujejo in izvajajo športne aktivnosti.
Na KKŠ Summerfestu se letno zbere več kot 4000 mladih obiskovalcev, zato vsekakor sodi med največje prireditve na Koroškem. V preteklosti je bilo delovanje kluba koroških študentov nekoliko drugačno, kot ga poznamo danes. Ja, to so bila lepa leta, čeprav je bilo 68 leto, ko sem bil predsednik v evropskih razmerah, malo čudno leto, to je tisto leto, ko so Rusi ali pa vzhodni blok zasedel Češko, Slovaško in ta napetost se je seveda kar nekaj časa čutila tudi v našem življenju. Bilo je tudi to leto študentskih nemirov, junija meseca smo imeli velike demonstracije v Ljubljani. Jaz sem bil tu kar vključen aktivno, ker sem bil član sveta študentskega naselja, pa smo mi aktivno tam sodelovali. Udeležba mladih na projektih kluba koroških študentov pogosto niha. Sami opažamo, da za odsotnost študentov in mladih ni kriva samo vsebina, ampak so pogosto krivi sami študenti, ki so prevečkrat preveč pasivni. Vsako leto organiziramo tudi številna neformalna izobraževanja. Ugotavljamo, da bi lahko bil obisk mladih večji, vendar je posledica tega, da se mladi danes premalo zavedajo, kako pomembna so neformalna izobraževanja za njihovo prihodnost. Mladina se je definitivno ful spremenila od včasih, kakor je včasih bilo, mislim, po pričevanju drugih, kakor je včasih in kavarna, ko je laufala, pa tek, ko so ljudje, mladina so bolj družila med sebi. Danes pa ni, oziroma je pa ni. Čistek nekako se mi zdi, da niha vse skupaj. Taborniki in skavti sta organizaciji, ki mladino vzgajata predvsem v duhu življenja z naravo. Najprej se je ustanovil Malgajev rod, katerega potomci smo Društvo tabornikov rod koroških jeklarjev. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja pa je bil na Ravnah velik razcvet taborništva, ko so taborniki roda koroških jeklarjev v celotni Jugoslaviji praktično osvojili vse, kar se je osvojiti dalo. Predstavljali so neko elito v taborništvu. Društvo resnično deluje na mladih in na sami participaciji mladih, soodločanju mladih in da mladi ustvarjajo tule neko svoje okolje. Prvi začetki skavtstva že segajo v čas pred vojno, nekje v začetek 20. let, ko sta delovala dva stega, eden na Prevaljah, Malgajev steg, drugi pa v Črni, Matjažev steg. Po vojni katoliško skavtstvo nekako ni bilo dovoljeno, zato so se začeli prvi postopki organizacije oziroma prvi začetki organizacije šele v začetku 90. letih. Steg, ki je pokrival takratno celotno koroško statistično regijo, bil že tako velik, da je bilo smiselno, da se razdeli na pol. In tako smo v Mežiški dolini ustanovili lasten steg, steg Koroška 2, ki imamo simbol črnega panterja iz kneževine Karantanije. Ja, skavtinja sem se odločal postati, zato ker je to bil takrat moj starejši brat in se mi je zdelo to ful zabavno, zelo tako doživeto. Ko sem enkrat to postala, ko to začutiš, pa se mi zdelo, pole ne moreš nehati. Odločil sem se postati skavt zato, ker sta mi brat pa sestra, ko sta že prej bila skavta, rekla, da je fajn, pa sem pole probal jeti, pa je bilo tudi meni fajn. Na taborništvu me je navdušil moj deda, ki je bil tudi ustanovni član tega roda in hkrati tudi starešina. Tabornik sem že dobrih 16 let, torej sem celo svoje otroštvo v bistvu preživel med taborniki. Pri tabornikih mi je najbolj všeč to, da celotna organizacija temelji na nas mladih, ki imamo v bistvu celotno svobodo ustvarjanja. Jaz sem Tjaša, moje taborniško ime je Klobasa. Nad taborništvom me je navdušil Hozi. Drugače pa sem tabornica 2 leti. Pri tabornikah mi je ful fajn zaradi tega, ker je vedno fajn družba, pozitivna energija, druženje v naravi in pa vedno nove veščine. Poslanstvo tabornikov je praktično graditi boljši svet, graditi okolje za mlade, kjer mlad človek
se udejstvuje kot nek odgovoren, solidaren državljan. Poslanstvo skavtov je vzgoja mladih. Mi smo v prvi vrsti vzgojna organizacija, ki hočemo nekako celostno vzgojiti mladega človeka v odgovornega kristjana in odgovornega državljana. Naša organizacija ima praktično zelo pester nabor nekih različnih aktivnosti. Poudariti moram, da velik poudarek dajemo na gozdovništvu in na nekem preživetju oziroma življenju v naravi. Vsako leto se naši skavti udeležijo vseslovenskega orientacijskega tekmovanja, ki se imenuje Jakec in poteka v Logatcu. Tam so dosegali vedno zelo dobre rezultate, lansko leto tudi zmagali. Po osamosvojitvi štejemo kot enega največjih dosežkov to, da se združujemo z ostalimi koroškimi taborniki v okviru Koroške zveze tabornikov, v okviru katere želimo graditi na celotni regiji in tudi to dvigniti na nek višji nivo. Pač svoj prosti čas je res dobro porabiti za skavte, ker se mi zdi, da so res nekaj drugačnega, kar pač zdaj dela mladina. Ne vem, da igra igrice, pa tek. Pač skavti so res nekaj tek prijetnega, pozitivnega. Pač zato, ko je fajn, ko se igramo igre, pa zato, ko se naučimo kaj novega, kar mi bo še poleg, da bom lahko uporabil to. Svoj prosti čas za tabornike je dobro porabiti zaradi tega, ker se naučimo vedno nekaj novega, spoznavamo naravo, okolje, pa tudi, ne vem, zaradi druženja z svojimi vrstniki. Aktivno preživljanje prostega časa zame pomeni, da se udeležujem taborniških akcij skoraj vsak vikend ali se vsaj poizkušam. To, da se vsak dan ukvarjam s športom in pa da se sploh s prijatelji vsak dan čim bolj družimo in gibljamo v naravi. Od tabornikov gremo na podeželje, natančneje na hribovsko vas Strojna, kjer se je mladina združila v društvo podeželske mladine. Naše društvo sicer obstaja od leta 1997, vendar je bilo zdaj nekaj časa v mirovanju in smo ga leta 2010 ponovno aktivirali in od takrat delujemo aktivno. Društvo bi lahko rekli, da je specifično, vendar si ne želimo, da se bi čisto zaprli samo za podeželje, zato si želimo, da se nam pridružijo tudi drugi iz mesta, ker poznamo pač kar nekaj, ki jih ima veselje do dela na kmetiji in ne želimo, da ostane specifično, ampak se nam pridružijo tudi drugi in spoznajo delo na podeželju. Pomen društva je za našo vas velik. V naši vasi je malo prebivalstva, to se pravi, da moramo za kakršnokoli delo poprijeti vsi, tudi mladina. Veliko nam pomagajo pri kulturnih prireditvah, kot so recimo ob koncu leta, ob materinskem dnevu, raznih dogodkih. Pomagajo pa tudi drugače, kot so pri organizaciji manjših del, tako da si bi težko predstavljali vas oziroma delo v vasi brez mladine. Društvo podeželske mladine ima poslanstvo, da predvsem združuje mladino z podeželja in tudi želimo si, da se nam pridruži veliko mladih z mesta, tudi tistih, ki imajo predvsem veselje do dela na kmetijih in do podeželja, do narave, živali, pač vsega, kar je povezano s podeželjem in s kmetijstvom. Na takšni vasi, kot je Strojna, morajo vsi, tako mladi, malo manj mladi, poprijeti vsako delo in se temu težko izognejo. V kratkem imamo v organizaciji, da bi organizirali regijske kmečke igre, na katerih je poudarek predvsem na kmetijstvo, kot so košnja, grabljenje in še ostale igre, ki so povezane s kmetijstvom. Strojna je vsekakor kraj, ki je zanimiv za mlade. Po mojem mnenju si vedno več mladih želi na vas, da bi tukaj preživljali svoj prosti čas, pa tudi se vključili v kmečka dela. S podeželja poglejmo še v jedro krovne mladinske organizacije na Ravnah na Koroškem. Pri delovanju v mladinskem svetu gre pravzaprav za izpolnjevanje nekih osebnih vrednot, torej pomoč mladim
in spodbujanje mladim, da se aktivno udeležujejo. Osebno me je pritegnilo predvsem spoznanje, da se lahko na Ravnah naredi nekaj novega, nekaj pozitivnega za mesto oziroma za kraj ter za mladino, ki živi v njej in si želi nečesa novega, pa tega morda sami niti ne znajo predstaviti ali povedati. Mladinski svet me je pritegnilo v bistvu to, da kot prostovoljec lahko ogromno naredimo za skupno dobro, za našo skupnost, za samo občino Ravne in tudi za širšo okolico. Mladinski svet Ravne na Koroškem je v bistvu, se mi zdi, ena taka simpatična organizacija, ki se res trudi po najboljših močeh, ki ima neko vsebino in dela dobre projekte. Za sodelovanje v mladinskem svetu sem se odločil za to, ker mislim, da lahko tako prispevam neki lokalni skupnosti in pač predvsem mladim. V mladinski svet sem se vključil zaradi tega, ker sem spoznal, da se na področju Ravn naredi premalo za mladino in z svojim udejstvovanjem želim prisostvovati pri delu in s tem povečati možnost za dobrobit mladih. Mladinsko društvo Ravne šteje trenutno preko 300 članov, od tega je več kot tretjina mladih. In zato smo se odločili, da dejansko se povežemo v krovno mladinsko organizacijo, to je Mladinski svet Ravne, ker je naš cilj tudi povezovanje, tako kot izobraževanje in seveda pohodništvo. Hokejski klub Fužina Ravne se je za vstop v Mladinski svet Ravne odločil, ker je želel aktivno sodelovati v dejavnosti mladih na Ravnah na Koroškem in pa tudi nekoliko zaradi svoje večje prepoznavnosti, zaradi razlogov po iskanju novih igralcev in pa morebiti po možnosti po pridobivanju potrebne infrastrukture za igranje hokeja, ki je trenutno na Ravnah na Koroškem še ni. Posebej je potrebno poudariti, da je v skladu z zakonom Mladinski svet organizacija, ki deluje v javnem interesu. Na podlagi tega smo v letu 2013 prejeli tudi status prostovoljske organizacije, ki našim članom ponuja posebne ugodnosti. Lokalna skupnost je z ustanovitvijo Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti dala možnost, da v svetu zavoda nekako imenujemo tudi predstavnika mladih in Mladinski svet v tem smislu torej izpolnjuje svojo nalogo, da z svojim predstavnikom torej sodeluje z zavodom, predlaga, sugestira predvsem zadeve, ki se tičejo mladinske dejavnosti kot ene izmed organizacijskih enot zavoda. V aprilu 2013 smo prostovoljci postavili mladinsko pot Ravne na Koroškem. Gre za učno-rekreacijsko pot, katero želimo ponuditi predvsem mladim. Zato smo v maju izvedli tudi tekmovanje osnovnošolcev po mladinski poti, ki se bo odslej izvajalo tradicionalno vsako leto. Sama mladinska pot je en velik dosežek na Ravnah. Mladi smo se združili s prostovoljnim delom, smo dokazali, da znamo stopiti skupaj in narediti nekaj za dobro Ravno. Mladinska pot predstavlja predvsem prijetno, rekreativno in izobraževalno pot, kjer si lahko tako mladi kot starejši nekoliko raztegnejo svoje ude, malce potelovadijo, ter tudi spoznajo marsikakšno zanimivost svojega domačega kraja. Delovna akcija Mladinska pot je bila ena zelo lepa izkušnja. V bistvu je lepo videti 20 ljudi, ki stopi skupaj z veseljem, poprimejo za delo in prav lepo je videti, kako se pot danes uporablja, da je res dobro izkoriščena, uporabljajo stari in mladi in to je bil v bistvu naš namen. Akcija poteka gladko, glede na to, da je bilo ogromno prostovoljcev, ogromno dobre volje, ogromno smeha, pa seveda uspešno zaključena v enem dnevu. Skratka, bilo je fajn, prav pa je, da se gremo tu si pogledati. Pa pravijo, ni je težko živeti, so colen genijske drakolen zagraj. Pa pravijo drugi, da bože človek štek doroga letom, nikoli še ni bo. Tahani bi šparali, nimajo s čim, da drugi bi lumpali, častili vsem, jaz sem pa posredi
pijemno mal. Oj, srutej, ubogi, pozabi na vse, zapoj si za ljudske lepo, pa vse gri, korosti smo z mirom zamuštrbili, na sveti ni kuršek, ni boljšek hladi. Dolina ni mrtva, kot jamramo vse, med nami je največ vesivih ljudi, a ni ga korosta, da ne bi znal pet, pa deva in ljudska, pa ljubico med. Oj, srutej, ubogi, pozabi na vse, zapoj si za ljudske lepo, pa vse gri, korosti smo z mirom zamuštrbili, na sveti ni kuršek, ni boljšek hladi.